Že tukaj je Valentin, ura je 7:30. Danes bom pa govoril o pomembnosti izražanja. Govoril bom tudi o moji osebni izkušnji v zvezi s tem na področju kreativnega izražanja. V prejšnjem obdobju, pred leti, sem predvsem delal na področju grafičnega oblikovanja, izdelave spletnih strani, fotografije, in tisto delo me je zelo navduševalo. Zelo sem bil zagnan, fino mi je bilo, ker sem imel vedno dovolj dela, dovolj strank in lahko sem se izražal s tem oblikovanjem in tudi na ta način koristil drugim ljudem, ker je bilo to uporabno oblikovanje. Potem sem se pa preusmeril predvsem v svetovalne storitve in sedaj razvijam še en večji projekt na področju izobraževanja. Vendar pa ta projekt je precej nova zadeva, precej velik zalogaj, in tukaj sem opazil, da nimam takega močnega zagona, takšnega veselja kot pri oblikovalskih storitvah, ker tukaj so stvari precej bolj zakomplicirane, povezane z mnogimi faktorji. Potrebno je se usklajevati mednarodno, sodelovati z drugimi osebami, čakati, komunicirati, biti potrpežljiv, da pride nazaj odgovor. In te stvari so majčkeno zoprne v tem smislu. Zato sem razmišljal, kaj narediti, ali naj se še naprej osredotočam, vztrajam na ta projekt, ali pa naj zopet reaktiviram svoje bivše kreativne storitve. In odločil sem se za slednje, zato da bom lahko bolj učinkovito prebil ta čas čakanja na realizacijo tega večjega projekta. Sem se sedaj zopet odločil začeti z storitvami grafičnega oblikovanja, izdelave spletnih strani in fotografije. Tako da, če ima kdo kakšne potrebe na tem področju, kakšne logotipe, vizitke, poslovne tiskovine, poročna vabila, rojstnodnevne voščilnice, čestitke, karkoli za poslovni in zasebni sektor, izdelava spletnih strani, fotomontaže, fotoretuša, ste dobrodošli, da me kontaktirate. In ja, kreativnost je zelo pomembna, predvsem v smislu izražanja nas samih kot živih bitij, ker kot otroci smo polni življenja, polni energije, ker nimamo nobenih skrbi, svobodno raziskujemo, se igramo, se učimo. Potem pa pride tista faza omejevanja, ko nam starši začnejo govoriti, to ne smeš, to moraš, to je pravilno, to je narobe. In tudi ne moremo več svobodno raziskovati, nimamo pogojev, starši nimajo časa, da bi nam zagotovili takšno okolje za samostojno raziskovanje in učenje. Potem imamo sicer brezplačno, ampak obvezno osnovnošolsko izobraževanje, ker nas še bolj omejujejo glede učenja. Tam nam govorijo, kaj se moramo učiti, kdaj se moramo učiti, na kakšen način, in to učenje je seveda precej ubijajoče, ker moramo biti ob določeni uri, v določenem prostoru,
ki je neudoben sedeti pri miru dolge ure, in to vsekakor ni prijetno, nam ne omogoča svobodnega izražanja. In to je tudi posledica, oziroma to je vzrok za to, da ljudje potem, ko tudi odrastejo, ko razmišljajo o svoji karieri, so nekako še vedno apatični kot posledica tega šolskega izobraževalnega sistema. In zato tudi jaz delam na tem področju, da bi se vzgojni in izobraževalni sistem izboljšal. To je pač tudi en izmed področij tega velikega projekta, ki ga razvijam. Zato je fino, da vsak pogleda v sebi, kakšna stvar ga veseli, da ne čaka na to, da bo dobil neko službo. Je to seveda opcija, ampak najbolj svoboden je pa človek, če se sam odloči, če sam razišče, kaj ga veseli, v kaj bi se rad osredotočil v tem življenju, na kakšnem področju bi se najbolj uspešno izražal. Ker tisto, kar te veseli, potem avtomatično pritegne tudi ljudi, ki iščejo take storitve, in potem posledično pride tudi denar in nekako ta življenjska varnost. Mene zelo veseli oblikovanje, sem dober na tem področju in tudi posledično sem imel vedno dovolj dela na tem področju in posledično tudi dovolj denarja. Tako da premislite, kaj vas veseli, ali vas zanima izražanje skozi šport, skozi glasbo, skozi drugo umetnost, ali ste rokodelci, vas veseli oblikovanje lesa, kovin, stekla, karkoli, ali ste dober govorec, vodja, imate radi finance, ali radi programirate, delate za računalnikom, karkoli. Življenje ima ogromno možnosti na razpolago, za vsakega se nekaj najde, in bolj fino kot slepo se odločiti za neko smer izobrazbe samo zato, ker se pričakuje, da se bo v tem sektorju lahko dovolj zaslužilo, čeprav te to ne zanima, s tem se dolgoročno samo sabotiraš. Bolje je vedno pogledati, kaj te veseli v življenju, kaj te navdušuje, kaj bi avtomatično delal tudi, če ne bi bilo to povezano z denarjem, in posledično, če se na to osredotočiš, potem tudi pride uspeh tudi v finančnem smislu. Toliko za razmislek glede tega, lepo se imejte in nasvidenje.